prisotnega dobro pozna, ker je bila ta bolezen v zadnjih 10 letih deležna malo več medijske pozornosti, osveščanja, splošne javnosti. Nenazadnje je to najpogostejša kožna bolezen. Razlike so glede na starost in vidimo, da se v bistvu pojavljata dva vrhunca obolevnosti in potem ločimo dva tipa psoriaze. Tip 1 se začne nekako v obdobju med poznimi najstniškimi leti in zgodnjimi 30-imi, medtem ko tip 2 kasneje nekje z vrhom v 50-ih letih. Obolevnost glede na spol je nekoliko različna z nekoliko večjo pogostnostjo pri moških in tudi so določene razlike po različnih geografskih regijah. Se lahko tukaj špekuliramo morda tudi o metodoloških razlikah pri študijah, ampak vendarle se v Evropi giblje ta pojavnost približno pri 2 do 3%. Najbolj pogosta oblika luskavice je luskavica v plakih, kjer se pojavljajo na koži rdečkaste vnetne plošče, tem rečemo plaki, ki se pokrijejo z srebrnkastimi luskami. Poleg njih je še nekaj redkejših podvrst luskavice, kot je na primer pustulozna psoriaza, kjer na žariščih opažamo dvajne mehurčke. Njihov pojav ni posledica nobene okužbe, ampak samo drugačnega vnetnega procesa. Potem eritrodermična psoriaza, kjer je praktično celotna koža vneta in se lušči, butantna ali kapljična luskavica, kjer je koža posuta z drobnimi kapljicami, podobnimi ploskimi bučicami, in pa še inverzna luskavica, kjer se pojavljajo žarišča predvsem v pregibih. V tej najpogostejših oblikah, kot je psoriazis vulgaris, pa se na okončinah zlasti pojavljajo žarišča na iztezni strani. No, tukaj je več fotografij luskavice, različne od oblik, ki sem jih omenjal. Recimo tule vidimo plak pokrit z srebrnkastimi luskami. Če je bolezen huje izražena, so te plaki številčnejši, razsuti po večjih površinah, se med seboj lahko začno zlivati. In pri najhujših oblikah, kot je na primer eritrodermična psoriaza, lahko bolezensko dogajanje z vnetjem in z luščenjem zajame praktično celotno kožo in seveda s tem močno okrni kakovost življenja. Breme bolezni pri bolnikih z luskavico je veliko, dostikrat presenetljivo tako za zdravnike, kot tudi za nezdravnike, lahko celo huje prizadane kakovost življenja kot mnoge težke bolezni. In seveda spremembe se pojavljajo lahko po celotni koži. Ne gre pa samo za nekaj na koži, ampak se pri luskavici, podobno kot tudi pri vnetnih revmatskih boleznih, pojavljajo še številna druga stanja. Ob psoriazi je seveda obenem tudi psoriatični artritis kot drugi obraz psoriatične bolezni. Veliko bolnikov z luskavico ima presnovni sindrom, kjer se pojavljajo sladkorna bolezen, prekomerna telesna teža, potem povišane maščobe v krvi in kasneje tudi več bolezni srca in ožilja. Mnogi bolniki z luskavico imajo tesnobo, depresijo in zaradi seveda vseh teh dogajanj se lahko tudi pojavljajo najhujša stanja, kot je srčno-žilna bolezen, predvsem nas tukaj skrbi povečana pogostnost miokardnega infarkta. Zlasti tisti bolniki, ki so imeli desetletja dolgo hudo luskavice in se niso ustrezno zdravili, imajo do 7-krat pogosteje srčni infarkt kot osebe enake starosti, ki nimajo luskavice. Danes vemo, da se nekje pri dobri tretjini bolnikov, ki se jim je luskavica začela na koži, da tisti najpogostejši scenarij psoriatične bolezni, kasneje pojavi tudi psoriatični artritis. In to se zgodi velikokrat že v prvih letih, ni pa nujno, seveda ni pravilo, lahko tudi še po desetletjih, šele kasneje po pojavu psoriaze na koži nastane psoriatični artritis. Možno je seveda tudi obratno, da se začne najprej sklepna bolezen, redkeje pa tudi lahko hkrati tako manifestacije na koži kot na sklepih.
O zdravljenju je podrobneje govoril že profesor Tomšič in veliko zdravil, ki so bile razložena pri zdravljenju neke revmatske bolezni, kot recimo psoriatični artritis, je v rabi tudi pri zdravljenju luskavice na koži. Tu seveda skušamo biti holistični, torej vključiti tudi obravnavo teh drugih stanj, pridruženih bolezni in seveda zato je pomembno sodelovanje med zdravniki različnih specialnosti, ko gre za bolnika s kožno boleznijo, torej sodelovanje tako dermatologa kot družinskega zdravnika, kot revmatologa, če ima bolnik psoriatični artritis, gastroenterologa, morebitni sočasni kronični vnetnične resne bolezni in drugih specialistov. Žal, tudi v sredinah, kjer je v bistvu medicina zaradi največkrat po eni strani finančne večjih možnosti, pa tudi nekega zatečenega stanja bolj razvita, torej oporočajo, naprimer iz Združenih držav Amerike in naprimer iz Nemčije, da mnogi bolniki, ki imajo razširjeno luskavico, kjer je bolezen prisotna na več kot 10% telesne površine, to kaže desni stolpec na tem slajdu, torej, da med njimi več kot tretjina ne prejema sploh nikakršnega zdravljenja in več kot polovica samo lokalno zdravljenje. Torej, mažejo samo bolezensko spremenjeno kožo z mazlimi kremami ali losjoni, nimajo pa, kot bi bilo največkrat potrebno pri teh bolnikih, še sočasnega sistemskega zdravljenja, to je lahko bodisi zdravljenje z oralno ali pa z biološko terapijo. Kakovost življenja, kar sem že omenil, je pri bolnikih z luskavico močno okrnjena, tudi vidite številke. Pri ogromni večini je luskavica predstavljala težavo v vsakdanjem življenju, vplivala na čustveno počutje in preprečevala uživanje v življenju. Glede na današnji sestanek in to, čemu se posvečamo danes, pa seveda bi izpostavil, da je lahko luskavica tudi neodvisni dejavnik tveganja za negativne izide nosečnosti. Tu še ni prišlo do popolnega soglasja, vendar več nedavnih študij kaže, da tudi luskavica kot druge kronične vnetne bolezni lahko prispeva k povečanemu tveganju neželenih izidov nosečnosti. No in tudi tu seveda ni nepomembno, kakšna oblika luskavice je, predvsem seveda je tak neugoden vpliv hujših oblik, torej bolnice za srednjo ali hudo obliko luskavice so seveda lahko bolj ogrožene v tem smislu. Veliko ženskam z luskavico se bolezen, torej luskavica, po porodu poslabša in prav tako, kot je bilo prej predstavljeno za revmatske bolezni, tudi tu ne velja pravilo, da bi se med nosečnostjo vselej psoriaza umirila, se sicer izboljša stanje mnogim bolnicam z luskavico, ampak 44% se aktivnost psoriaza med nosečnostjo ne izboljša ali se celo poslabša. Ženske tudi doživljajo večjo stigmatizacijo kot moški, in tudi vpliv psoriaze in biološkega zdravljenja pri moških na eni strani in pri ženskah na drugi strani je različen. Višji odstotek moških kot žensk, na primer, je zdravljenih z biološkim zdravljenjem, medtem ko pri ženskah opažamo višje rezultate take terapije, tako kar se tiče indeksov, kot je indeks PASI, ali vpliva na kakovost življenja. Seveda, tudi različne manifestacije luskavice in lokacije, kjer so bolezenska žarišča, imajo raznolik vpliv na paciente. Tako se je v študijah pokazalo, da ima genitalna psoriaza, tudi kadar so žarišča prisotna na koži spolovila in njegovi neposredni okolici, da je vpliv tukaj na bolnice večji, kot kadar so na tem predelu imeli žarišča moški pacienti. Tudi lahko aktivnost psoriaze niha glede na hormonske spremembe
in seveda to je toliko bolj izraženo pri ženskah. Obstaja trend za manjše tveganje za psoriazo pri ženskah, ki so večkrat rodile, in pri mladih ženskah, ki so dlje časa dojile. Kar se tiče nosečnosti, bi predvsem izpostavil, da imajo ženske z luskavico za 22% po študijah nižjo možnost nosečnosti v primerjavi s splošno populacijo in kar 45% nosečnosti pri bolnicah psoriazo žal ni načrtovanih ali namernih. Veliko nisem se, kot sem že omenil, psoriaza po porodu poslabša. Torej, če zaključim, pri tej prav tako imunsko pogojeni vnetni bolezni na koži opažamo razlike glede na spol, starost in nenazadnje tudi geografsko lokacijo. Poznamo različne oblike luskavice, čeprav je najpogostejša in s tem največkrat aktualna ravno psoriaza v tlakih. Bolniki, ki imajo luskavico, pogosteje obolevajo za drugimi kroničnimi in resnimi boleznimi v primerjavi s splošno populacijo, zato seveda je pri obravnavi teh bolnikov potreben celosten pristop. Žal so potrebe po dolgoročnem biološkem zdravljenju pri mnogih bolnikih in bolnicah še neizpolnjene in seveda, kadar bolezen ni dobro obvladovana, to za te paciente predstavlja hudo fizično in tudi psihološko breme. Ženske poročajo o večjem vplivu psoriaze v primerjavi z moškimi. Žal psoriaza, posebej še če je huda, lahko pomeni negativen izid nosečnosti. Veliko žensk pa občuti poslabšanje bolezni po porodu. Opogumljajo nas res izredno dobri rezultati zdravljenja, tudi bolnikov in bolnic z najhujšimi oblikami psoriaze, predvsem z biološko terapijo, ki jo imamo na voljo v zadnjih 15 letih, tako da, kar se tega tiče, lahko tudi jaz zaključim optimistično kot moj predgovornik. Hvala lepa.